Eksplozivne obtožbe, molk voditelja in upor nekdanjih tekmovalcev. Berlusconijeva televizija v plamenih. Se bo sesula kot hišica iz kart? Italijanski šovbiznis že dolgo ni doživel seksualne afere takšnih razsežnosti. Kar se je začelo kot spletni škandal, se je v nekaj dneh razvilo v resno krizo zaupanja v enega najbolj gledanih televizijskih formatov in v celoten medijski imperij, zgrajen okoli resničnostnih šovov. V središču dogajanja sta dve močni, hkrati pa izjemno kontroverzni osebnosti. Alfonso Signorini, dolgoletni obraz in simbol oddaje Grande Fratello VIP, ter direktor rumene revije Ki, ter Fabrizio Corona, nekdanji kralj paparacev, večkrat obsojen, a znan po tem, da je že ničkolikokrat razgalil zakulisje italijanske estrade, še preden so to storili osrednji mediji. Ko se spopadeta takšni figuri, to nikoli ne ostane le pri govoricah. Tokrat se je odprla Pandorina skrinjica domnevnih zlorab moči, prikritih dogovorov in spornih seksualnih praks, ki naj bi se dogajale v ozadju enega najbolj gledanih resničnostnih šovov v Italiji. Alfonso Signorini ni zgolj televizijski voditelj. Je eden najvplivnejših urednikov rumenega tiska v Italiji, dolgoletni direktor revije Ki in človek, ki je v zadnjih letih postal sinonim za Grande Fratello VIP. Format, ki znanim in predvsem manj znanim obrazom odpira vrata v svet slave, vpliva in denarja. Kot voditelj, selektor tekmovalcev in javni obraz oddaje je imel v rokah izjemno moč. Odločal je, kdo pride v hišo, kdo dobi prostor v medijih in kdo izgine iz javnosti. Odločal je tudi, koga se bo nemudoma vrglo iz hiše. Sedaj pa je prišlo na dan, da naj bi bilo vse skupaj kar precej podvrženo njegovi manipulaciji. Vzroki za nekatere izključitve in predvsem za vstop v hišo relativno neznanih obrazov pa naj bi bile spolne usluge. Prav ta koncentracija njegovega vpliva je danes pod drobnogledom. Afero je sprožil Fabrizio Corona z novo epizodo svojega spletnega formata Falsissimo. Brez olepševanja je spregovoril o domnevnem sistemu pri avdicijah za Grande Fratello VIP. O privilegiranih kandidatih, o neposrednih zasebnih stikih, o sporočilih, ki naj ne bi bila zgolj profesionalne narave, in o tem, da naj bi nekateri imeli lažji dostop do hiše velikega brata zaradi osebnih in intimnih odnosov z vplivnimi posamezniki. Tarča teh razkritij je neposredno Alfonso Signorini. Po besedah Fabricia Corone naj bi bil vstop v oddajo v določenih primerih povezan tudi z zelo osebnimi seksualnimi uslugami. V javnost so začeli prihajati posnetki zaslonov domnevnih sporočil z eksplicitno vsebino ter fotografije, ki naj bi jih pošiljal voditelj oddaje in na katerih naj bi bil v večini primeri gol. Za zdaj gre izključno za trditve ene strani. Ni pravnomočnih sodb, ni obtožnic. A v svetu resničnostne televizije in zabavništva nasploh je včasih že zgodba sama dovolj, da zaneti požar. In ta požar se je razširil z neverjetno hitrostjo. Corona je kot enega ključnih primerov izpostavil Antonija Medugna, nekdanjega tekmovalca, ki je v hišo vstopil januarja 2022. Po njegovih navedbah naj bi obstajale zasebne komunikacije, nenavadni časovni preskoki in srečanja, ki naj ne bi sledila običajnim pravilom avdicij. Prav to naj bi vplivalo na Medugnov položaj v oddaji. V zgodbo se je vključil tudi Medugnov nekdanji menedžer Alessandro Piscopo, ki je javno navedel datume, zaporedja dogodkov in zatrdil, da se je o domnevnih praksah v zakulisju govorilo že dolgo, še preden je Corona svojo zgodbo stopil v ospredje. Njegove izjave so še dodatno razgrele javnost. Po prvih razkritjih so se eden za drugim začeli oglašati nekateri nekdanji tekmovalci velikega brata. Intervjuji, TikTok prenosi v živo, Instagram zapisi, namigi in dvoumni komentarji so preplavili splet. Kar nekaj jih je objavilo zajeme zaslona sporočil, ki jim jih je voditelj pošiljal. Fabrizio Corona pa medtem trdi, da razpolaga z večjim številom dokazov o domnevnih spolnih uslugah, ki naj bi jih voditelj zahteval od posameznih tekmovalcev. Všeč naj bi mu bili predvsem mladi postavni fantje, ki pa niso homoseksualci.
V zapisih je namreč jasno videti, da voditelj nagovarja predvsem mladeniče, ki so v vezi z ženskami. Nekdanji nogometaš Stefano Betarini, ki je bil iz oddaje diskvalificiran zaradi neprimernega jezika, je objavil ciničen zapis o karmi, ki so ga mnogi razumeli kot zelo jasno sporočilo. Drugi tekmovalci so govorili o vulgarnih sporočilih, ki naj bi jih voditelj pošiljal mladim postavnim kandidatom. Zelo neposreden je bil tudi Daniele Dal Moro, ki je napovedal obračun in odpiranje Pandorine skrinjice v zvezi s svojo diskvalifikacijo. Poseben odmev je sprožil zapis Rafaela Tonona, ki je poudaril, da po njegovem mnenju problem ni le v voditelju, temveč tudi v tistih, ki naj bi zavestno pristali na določene dogovore. Spregovoril je o odraslih, soglasnih ljudeh, o bližnjicah do slave in o tem, da v takšnih vodah pač loviš takšne ribe. Njegove besede so javnost še dodatno razdelile. Medtem Alfonso Signorini molči. Nobenih čustvenih izpadov, nobenih pojasnjevalnih intervjujev. Le kratka in hladna izjava, da se v zadevo ne bo spuščal in da je vse prepustil svojim pravnim zastopnikom. V svetu, kjer vsi kričijo, njegov molk odmeva še glasneje. Afera ne trese le posameznikov, temveč celoten mediaset. Grande Fratello VIP je neločljivo povezan z imenom Signorini. Govorice o domnevnem sistemu pa mečejo temno senco na celotno skupino, ki jo je ustvaril zdaj že pokojni Silvio Berlusconi. V zakulisju se govori o menjavi voditelja, preložitvi oddaje ali celo o popolni prenovi formata. Po neuradnih informacijah naj bi Pier Silvio Berlusconi razmišljal o drastičnih rezih. Očitno bodo začele padati glave. Primer je kmalu zatem dobil novo, izjemno resno razsežnost. Državno tožilstvo je odredilo zaseg video in drugega materiala, ki ga je posnel Fabrizio Corona, in to tik pred objavo druge epizode spletnega formata Falsissimo, posvečene tej aferi. Revenge porn, oziroma maščevalna pornografija, pomeni neupravičeno razkritje ali širjenje intimnih vsebin neke osebe brez njenega soglasja. Gre za fotografije, videe ali zasebna sporočila z intimno ali seksualno vsebino, ki so objavljeni z namenom ponižanja, maščevanja, izsiljevanja ali povzročanja osebne, družbene ali poklicne škode. Pomembno je, da pri tem ni odločilno, kdo vsebino objavi, temveč dejstvo, da je razkrita brez privolitve osebe, na katero se nanaša, tudi če gre za javno osebnost. Alfonso Signorini je Corono uradno ovadil zaradi suma kaznivega dejanja, tazimbrudle revenge porna, kar je za italijanske medije potrdil Coronin odvetnik Ivano Chiesa. Corona je kljub zasegu prek Instagrama sporočil, da drugo epizodo znova snema. Zaseg je bil izveden prav v trenutku, ko bi moral material že ugledati luč sveta, kar je sprožilo dodatna ugibanja o pritiskih in poskusih omejevanja razkriti. Corona trdi, da je zgodba, ki jo bo razkril, veliko večja od spolnega nadlegovanja. Namiguje celo, da se mu zna pripetiti nenavadna nesreča ali kaj drugega. Med zaseženim gradivom naj bi bil tudi neobjavljeni intervju z Antoniom Medugnom, v katerem naj bi ta Alfonsa Signorinija obtožil nadlegovanja, zlorabe položaja in spolnega nasilja. Gre za obtožbe, ki, če bi se izkazale za resnične, presegajo raven rumenega tiska in bi imele resne kazenskopravne posledice. Odvetnik Fabricia Corone ob tem opozarja, da intervju kot tak predstavlja izjave izjemnega javnega interesa in da bo o njegovi zakonitosti odločalo tožilstvo. Za zdaj je edino nesporno dejstvo to, da so bile obtožbe izrečene javno in da je odziv uraden, pravni in hladen. Vse drugo ostaja v sivi coni govoric, domnev, pričevanj in spletnih eksplozij. A eno je jasno. Veliki brat je tokrat sam pod drobnogledom. In tokrat ne opazuje on, temveč vsi opazujejo njega.